čist za začetek, kako si kaj? Ne, dobro. Naspali smo se danes malo dlje kot včeraj. Spanje je najbolj pomembno v teh trenutkih, ko so tekme tek skup. Ampak dobro smo, pozitivno vzdušje še vedno. Tudi ko mi čakamo to tekmo, da dobimo, da gremo po to zmago, ki že nekaj časa čakamo. Kaj ste zdaj po prespanih nočeh, pogled na tekmo v soboto, kaj so prespane noči pokazale, kar tisti prvi trenutki po tekmi še niso? Danes je še jutro po drugi noči, zdaj da bomo zdaj imeli sestanek malo daljši tudi na to temo verjetno. Dan po tekmi je vedno težje, malo se treba naspati, pa sestanki vzamejo nekaj časa, tudi energije. Ampak se vsak pri sebi najbolj ve tudi konec koncev, kaj je bilo dobro, kaj mogoče v nekih momentih ni. Kaj je bilo pa skupinskega, bo pa zdaj povedala tudi analiza in trener. Bilo je kar nekaj stvari dobrih, moram reči. Tudi sploh prvi polčas se mi zdi, da smo poskušali neke stvari, ki smo jih delali na treningih. Normalno, po enih trenutkih so bile uspešne, v nekaterih ne. Malo več rizika kot ponavadi. Ampak je bilo to normalno, vsi smo pričakovali nekakšno tako tekmo, da bojo napake. Ampak je bilo pa glavno, da smo res poskušali in tudi v nekaterih trenutkih res tudi uspeli v tem. Goli bojo pa prišli in zmage tudi. S čim ste bolj zadovoljni v prvem polčasu? To, da je v bistvu Madžari niso niti imeli nekih priložnosti, da ste bili čvrsti, stabilni, ali to, da ste se tudi nekaj spredi, kot ste sami rekli, s pogumno igro prigali? Pa mislim, da smo dobro, čvrsti smo znali biti že tudi v preteklosti, pa držati zadaj dobro. Z žogo pa vedno nek večji izziv za nas. Mislim, da smo proti Madžarom v prvem polčasu parkrat jih res dobro izigrali, tudi z enim, dvema dotikoma, tudi iz zadnje linije ven, tudi spredi pol. Nekaj je zmanjkalo, ampak bo prišlo, ne gre z danes na jutr. Je pa res, da konec koncev je neka čvrstina od zadaj še vedno najbolj pomembna za nas, ker 3 gole na tekmo je težko dati, treba zadaj držati dobro in pa bo iz zmage prišli. Kaj pa razlog morda za padec igre v drugem polčasu je bila Slovenija precej bolj prepustna, so si oni precej več priložnosti, kaj idej, zakaj je do tega prišlo? Ja, nismo bili več dobri v presingu, prelahko smo jim puščali, da so prihajali do naših 20 metrov. Malo smo padli tudi v fiziki, konec koncev se nekako to najbolj pozna, se mi zdi, da začnemo pol mogoče pa tam en meter in se pol pozna na koncu. In ja, to je glavna zadeva pravzaprav. To bomo mogli v nekih trenutkih, ko vidimo, da če ne moramo nekega presinga, da se postavimo in da počakamo spet svoje trenutke in da, ko pridejo, da gremo pol naprej z žogo. S čim bi bil zadovoljen? Kaj, da bi prenesel iz Črne Gore? Zmago. Mislim, da potrebujemo trenutno gole zmago. Ni nas tudi ne poraze proti Madžarom, smo bili zadovoljni, pozitivno gledali na tekmo, pa konec koncev si izgubil tekmo tudi. Tako da ja, mislim, da tudi Črna Gora je dobra reprezentanca, to ni vprašanje, ima zelo veliko kvalitete tudi povsod po igrišču in bo še en velik izziv. Ampak mislim, da moramo gledati na to, da gremo tja po zmago in konec koncev pa tudi, da še probamo narediti korak naprej v igri. Planica in Mim Dončić je suspendiran, jutri je ena priložnost, da opozorite javnost nase. Koliko je tudi to pomembno, da imate nek prostor, da lahko pravzaprav z eno res dobro predstavo, z eno zmago dvignete ljudi? Ja, definitivno je treba narediti ta korak, da bo poleti v juniju, da bojo Stožice polne in dolgo smo rabili, da smo jih napolnili, da bi bilo zdaj res škoda, da ne bi to držali in vzdržali. Bomo dali vse od sebe, vedno lahko rečemo, to je to, kar lahko zagotoviš, rezultat igra, pa tudi upam, da bo tam, da bojo zadovoljili tudi naše navijače, ki znajo biti zelo zahtevni in ja, to je to, kar lahko mi obljubimo, da bo v torek, kot sem rekel, pa da gremo po zmago.
Pelšnik je po tekmi rekel, da treba imeti več jajc, kaj ti praviš. Kako so igralce prepričati, da si bodo vsi več upali? Pa mislim, da so si veliko upali zdaj v tej tekmi, da ni to težava trenutno. Lahko rečeš ti, da boš bolj pogumen, ampak na koncu je tudi kvaliteta tiste, ko ti daje nekaj več ali ti pa ne da nekoga tudi predriblaš. Jaz tudi lahko rečem, da bom probal nekoga predriblati, pa ne gre. To je da ni glih čistek. Normalno, smo bili pogumni tudi zdaj, težko reči, da nismo bili. Ampak ja, je pa nekaj drugega, potem si uspešen ali pa ne. Kako vi kot obramben igralec gledate ta nov sistem, ta nov ki ga je selektor, malo drugačen? Pa sistem ne bi rekel glih, da je nov, no, neki principi mogoče so drugačni. Je neki nove spremembe, ki so bile tudi za pričakovati konec koncev, da bojo prišle z novim selektorjem. Ampak mislim, da smo jih zelo dobro sprejeli. No. Mislim, da so bili treningi uspešni, tudi na tekmi smo poskušali jih čim več uvesti v igro in tudi smo jih kar nekaj. Ja, če je že za prvo tekmo, da je bilo malo vidne neke spremembe, upam, da bomo rasli v tekmo in da je bo čim več vidnih tudi v prihodnje. Koliko časa boste recimo rabili, selektor je preko čarobne palice, koliko časa mislite, da boste rabili vse te sisteme? Pa se konec koncev se vidijo že neke spremembe v prvi tekmi. Kot sem rekel, da si uspešen v tem, kaj delaš, je pa spet nekaj drugega. Lahko trener uvede neke nove sisteme, pa tudi smo mi lahko pogumni, moramo biti pol tudi kvalitetni v teh stvareh in pokazati našo kvaliteto, ki je na koncu zmaguje tekme ali pa izgublja. To je tisto, ko dela spremembe, nek kvaliteta na igrišču na koncu in moramo pokazati čim več od zadaj in do napadalcev in pol, ko se enkrat vse skupaj sestavi, so tudi rezultati pridejo. Prej si rekel, da misliš, da bodo prišli tudi goli, ne? O teh golih se zelo veliko pogovarjamo. Je že kaj v podzavesti, da ni teh golov, koliko so bili? Pa ni, vse jih dosti zabijajo v klubih, napadalci, da vejo, kako se goli zabijajo, bojo prišli še tudi tu v reprezentanci, definitivno. Še malo pogled nazaj, je to, kar si hotel, si zadovoljen? Hočem boljš, to je normalno. Hočem boljš in je lahko boljše. Normalno, nekatere stvari so bile dobre, sploh v prvem polčasu. Glede pristopa nimam nobene zamerke fantom, tako da, kaj se tiče igranja, na momente sploh prvi polčas super, v drugem polčasu nekajkrat zelo dobro, med linijami, to kaj hočem, da sekamo linijo, da pridemo direkt na njihovo zadnjo linijo in da hitro obračamo stran. Moramo pa napake malo zmanjšati in biti koncentrirani 95 minut. Poudarek zdaj na Črnogoro, kaj bo? Pa isto, mogoče bomo mogli še biti bolj agresivni, ker vemo, da so Črnogorci zelo, zelo agresivni. Tudi na prijateljskih tekmah dobivajo veliko kartonov, tako da moramo odgovoriti ali na istem nivoju ali pa še nekaj več. Glede naše igre pa hočem to, kaj zahtevam in upam, da bojo igralci iz treninga današnjega prenese tudi na jutrošnjo tekmo. Stanje v ekipi so vsi zdravi? Imamo nekaj manjših problemov, ampak vsi bojo konkurirali za tekmo. Bom. Ne boš pa povedati, da bo konkretno? Bom danes prvo njim povedal, pa mogoče bojo vedeli že danes. Po vsej verjetnosti. Selektor fanti so govorili veliko o tem, da več posesti žoge, več nekako podaj. Kje bo ta balans med bolj agresivno, bolj dominantno Slovenijo, pa vsem tistim DNK-jem Slovenije, borbenim, zaprtim, recimo proti boljšim nasprotnikom? Jaz, ko sem prišel, sem takoj jim rekel, da hočem, da imamo ta gard, ki smo ga imeli 2024 na Evropskem prvenstvu. To mora biti gard Slovenije, ker nimamo igralcev individualnih, da lahko rešijo tekmo. Mi moramo biti kompletni vsi in delati vsi skupaj. Kaj se tiče igranja, morajo prepoznati tudi, kdaj se na te zadnje tekme, če gremo konkretno, smo včasih prehitro dajali žoge naprej in zgubljali in na to smo bili pod pritiskom. Moramo biti ta balans, mora še osvojiti to. Seveda, kot sem rekel, ne gre čez noč in z vsakim treningom bo boljše.
Selektor, dali ste prosto, če prav razumem, popoldne včeraj. Je to malo za dvig morale ali bo to prva stalnica, da imajo malo časa, da so doma, da so z družinami? Pa večinoma bo stalnica, odvisno tudi kdaj igramo, koliko hitro prva tekma in koliko druga, mislim druga bo tako isto, ampak morajo se malo odmakniti, ker vemo, da je cele dneve so pod ne pritiskom, ampak koncentrirani, tako da jaz mislim, da je to dobra stvar, da tudi se ne pogovarjamo po tekmi takoj o prejšnji tekmi ali pa o naslednji. Imamo danes celi dan, da lahko naredimo tudi analizo in potem se lepo pripravimo za tekmo. Fanti v klubih zabijajo gole, kdaj bo začel tudi v reprezentanci. Veliko se o teh golih pogovarjam, pa ne že eno leto. Jaz bi bil najbolj srečen, da imamo vse zdrave, pa da začnemo zabijati na vsaki tekmi, ampak prejšnjo tekmo smo ga zabili, pa je bil majhen offside. Šporar je imel, za mene je bila čista šansa, da ni šel malo bolj na stran, bi bil gol. 100%. Tako da to so mali detalji, ne moramo pa pričakovati od Slovenije, da bo imela 10 do 15 šans. To pa proti takšnim ekipam, ki igramo sedaj, pa ki jih bomo tudi v Ligi nacij, bomo imeli mogoče 5, 6, 7 ali pa samo 2, ampak daj Bože, da 2 gola damo. Koliko informacij iz Podgorice, verjetno tudi trava ni tako dobra, kot je bila v Budimpešti, tudi stadion je precej drugačen, koliko bo tukaj se treba prilagoditi? Pa pri Gorici se moramo, ni nobenega, je bilo privilegij igrati na takšnem stadionu, tukaj pa moraš. In to fantje že vejo, tudi po tekmi sem rekel, da ne bo slučajno razmišljeno, da bo tekma lažja. Težje bo, ker je slabši stadion, nasprotnik še agresivnejši, tako da tukaj bo ta balans med igro in agresivnostjo kar velik. Prijateljski tekmi strokovnjak rezultat ni v ospredju, ampak vseeno imate občutek, da bi bila zdaj ta neka zmaga pomenila tudi z tega vidika, da se malo javnost zakur spet. Seveda, rezultati so pomembni. Normalno, mi imamo res, kar so fantje že veliko govorili tudi z vami, fenomenalno vzdušje, ampak vzdušje, pika na i so pa rezultati.